Sobotni utrip na medvoški tržnici je že sicer precej bolj barvit kot preostale dni, tokrat pa je obiskovalce privabil tradicionalni kulinarični festival, ki poteka v soorganizaciji Gospodarsko-interesnega združenja slovenskih mesno-predelovalnih podjetij in javnega zavoda Sotočje Medvode. Za tradicionalni festival kranjske klobase letos se predstavlja 13 ponudnikov in imamo pester spremljevalni program. Običajno, vsaj lansko leto so obiskovalci kupili kupone, če sem prav razumela, letos je degustacija zastonj. Tako je, ja, letos smo se odločili, da je degustacija brezplačna. Obiskovalcev niso privabljale le vonjave iz loncev, kjer so se kuhale klobase. Za prijetno vzdušje so organizatorji poskrbeli tudi s plesom in glasbo. Tako kot k tradicionalnim jedem, pa še tudi tradicionalen nastop. Tokrat so z nami folklorna skupina iz Sore, ki nam popestrijo tele trenutke s plesnim in glasbenim nastopom. Seveda pa je bila osrednja zvezda sobotnega dopoldneva kranjska klobasa. V letošnjem letu je v zaključni fazi projekt, s katerim povečujejo prepoznavnost evropskih označb kakovosti in dvigajo zaupanje v izdelke. Kranjska klobasa pa je eden najbolj prepoznavnih evropskih zaščitenih proizvodov. Festival kranjske klobase v občini Medvode je pravzaprav že tradicija in poteka že res veliko let. Zdaj, ta trenutno letos, pa 2 leti prejšnjo in predhodno leto, je poteka v okviru evropskega projekta, se pravi promocije zaščitenih proizvodov. Evropski projekt traja 3 leta in letos teče zadnja faza in se pravi, je še v okviru evropskega projekta. V sami ponudbi se seveda projekt od sicer ostalih festivalov bistveno ne razlikuje, seveda povsod ali pa vsakokrat degustiramo kranjsko klobaso in samo kranjsko klobaso, ker je to zaščiten proizvod, s tem, da so te stojnice pa te projektni materiali nekoliko drugače označeni, takrat, ko gre za evropski projekt oziroma takrat, ko gre izven Evrope, ko delamo promocijo izven projekta evropskega. Pred pričetkom projekta so naredili analizo trga kranjske klobase s prepoznavanjem zaščitenih označb evropskih simbolov kakovosti. V okviru projekta poteka promocija, v začetku prihodnjega leta pa bodo ponovno izvedli meritve prepoznavanja zaščitenih znakov evropskih simbolov kakovosti in s tem preverili, ali so dosegli v projektu opredeljene rezultate. Projekt je informacijski, a ne po eni strani, in po drugi strani seveda gre tudi za pospeševanje prodaje. Zato na koncu merimo prepoznavnost znaka zaščitena geografska označba in pa koliko se je v tem času dvignila, če se je proizvodnja kranjske klobase in dviga se iz leta v leto. Se pravi, prodajni rezultati so, kar pa se tiče prepoznavnosti znaka, pa tudi beležimo pravzaprav vsako leto oziroma v vsakem projektu na koncu, da je delež ljudi, ki poznajo evropske simbole kakovosti, višji za 15, 20, 25%, zavisi. Glede na vmesne rezultate lahko torej z veliko gotovostjo napovedo, da bodo zastavljene cilje tudi dosegli. Ker je kranjska klobasa zaščiten proizvod, seveda blagovno znamko gradijo in promovirajo ves čas, tudi ko niso vključeni v projekte. Od leta 2015 ima tudi evropski simbol kakovosti zaščitena geografska označba, prehodno obdobje pa traja 15 let in po izteku tega obdobja v drugih državah kranjske klobase ne bodo več smeli prodajati, vsaj ne pod tem imenom. Kar je tudi prav, saj so le tako označeni proizvodi lahko garancija za kakovost in avtentičnost proizvoda. In da gre za pravo kranjsko klobaso, boste razpoznali iz rumeno-modre označbe na embalaži. Za evropskimi simboli kakovosti, se pravi proizvodi, ki so označeni z evropskimi simboli, pomeni, to je ta znak, simbol je garancija za kakovost, za avtentičnost, za prepoznavnost. Predvsem pa je to pomen, da mora biti kranjska klobasa narejena strogo po proizvodni specifikaciji, se pravi iz najboljših kosov mesa, slanine, dodana je sol, poper, česen, nič drugega. In to je ta prednost tega proizvoda, za katerega lahko zagotovo trdimo, da je izjemno kvaliteten. Priljubljenost kranjske klobase pa narašča tudi zato,
zato, ker vse bolj cenimo tradicionalne domače jedi. Čedalje bolj se vračamo nazaj, bom rekla, k pravemu, k tradiciji, k nekim osnovnim vrednotam. In isto se pravi, v te osnovne vrednote sodi tudi prava, zdrava, tradicionalna slovenska hrana. Glede na to, da je receptura enaka za vse, pa vendarle malce se razlikujejo. Če bi vam jaz danes dala, 13 koleščkov od vsake od teh kranjskih klobas za poskusiti, bi ločili med sabo proizvajalca? Ne, nikakor ne. Ne ločijo niti sami, ne. Ko imamo senzorične analize in vse vzorce skuhamo, narežemo, mogoče pri nekuhani, pri surovi klobasi še mogoče kdo prepozna svojo ali pa recimo, da prepoznajo svojo. Medtem ko je enkrat klobasa kuhana in narezana svoje, verjetno bi rekla, da ne prepozna noben, glede na to, da imamo vsako leto, delamo senzorično analizo skupaj z vsemi proizvajalci oziroma njihovimi tehnologi. Tako da sicer pa ja, na videz se nekoliko razlikujejo, kar je normalno, glede na to, da so parametri od do. Kranjska klobasa je iz 75 do 80% svinine ter 20 do 25 trde slanine, ki jima je dodana sol, črni poper in česen. Zaradi boljše sočnosti surovinom lahko dodajo nekaj vode. Pripravljen nadev polnijo tanka čreva in konce zaprejo z lesenimi špilami. Kranjsko klobaso nato prekadijo do srednje intenzivno rdeče-rjave barve na površini. Razlike med različnimi proizvajalci so, po drugi strani, tako majhne, da so skorajda neopazne. Obiskovalci pa so vseeno šli od stojnice do stojnice in pokušali izdelke vseh 13 proizvajalcev. Mi damo v mlačno vodo, kuhamo 8 minut in klobaso potem pustimo par minut še v loncu. Kaj pravijo obiskovalci? Da je to najboljša kranjska klobasa, oziroma vse so najboljše. Tudi vi sicer radi jeste kranjsko klobaso, pa na kakšen način? Ja, seveda se mi vidi, a ne, najboljša. S kakšno prilogo? Ja, najrajše imam z gorčico. Letošnje kranjske klobase, tokrat od loških mesnin, kakšne so? Ja, najboljše, tako kot vedno. Jaz ne moram drugače reči, kot da so najboljše, zaradi tega, ker jih tudi jaz promoviram za to. So pa drugače, kot vse ostale kranjske klobase, narejene po recepturi, ki je za to predpisana in zaradi tega smo tudi eni od certificiranih proizvajalcev. Mi pa imamo tukaj eno posebno zadevo in sicer multikuker. Tako da že tako imamo klobase odlične, v tem multikukerju pa so še boljše. Če bi vam kdo dal za poskusiti kolešček od vsake kranjske klobase danes tukaj, bi prepoznali tisto, ki jo skuhate vi? Težko, vendar mislim, da bi. Kaj pa pravijo obiskovalci, kako ste zadovoljni danes z obiskom? Tako bom rekel, tega festivala se udeležujem praktično vsako leto. Obisk pa je tudi vsako leto boljše, tako da, kot vidite, obisk je zelo dober. Kranjska klobasa je lahko samostojna jed, čedalje bolj priljubljena pa je tudi kot priloga. Jure Galičič, nepogrešljivi spremljevalec medvoških kulinaričnih dogodkov, se je festivalu kranjske klobase pridružil tudi letos in okoli njegove stojnice se je zbralo veliko lačnih obiskovalcev. Nekako probamo zbirati jedi, ki jih ljudje poznajo brez kranjske klobase, pa so take zelo popularne, potem pa mi dodamo še kranjsko klobaso, da jim pokažemo, da gre kranjska klobasa pravzaprav res skoraj da vse jedi. Tako da na podlagi tega zbiramo, imeli smo že hot doge, imeli smo že zelenjavne enolončnice, danes imamo pa spet nekaj novega tacga, da lahko ljudje na koncu povežejo s kranjsko klobaso. Tudi letos smo obiskovalci lahko poskusili 2 Juretovi specialiteti. Letos je na sporedu sataraš, ampak seveda tak s kranjsko klobaso, drugače pa precej klasičen sataraš. Druga jed so pa testenine, in sicer specialne testenine, fregola, gre za sicilijanske, pa tudi v slovenski Istri so bile popularne, testenine z bučkami in s kranjsko klobaso seveda. Na kakšen način narejene torej?
Zelo preprosto, testenine se skuha, jaz jih zaradi narave dogodka skuham prej, potem pa prepražimo čebulo. Čebula je vedno osnova za vse jedi moje ali pa večino. Dodam bučke, malo svežega paradajza, pasiranega paradajza, kranjsko klobaso, vse skupaj premešam, začinem in je narejen. Pa je katera od kranjskih klobas bolj primerna za sataraš ali testenine s kranjsko klobaso? Jaz iskreno priznam, da je pravzaprav čisto vseeno. So pa razlike med njimi, pa predvsem razlike v dimljenosti. Kakšni so malo bolj, kakšni malo manj, tako da zdaj že približno vem, če hočem malo bolj dimljeno, vem, kjerga proizvajalca zbrati, če hočem malo manj, tudi vem. Drugače pa generalno gledano popolnoma vseeno. Vse so enake, samo te nijanse odločajo. Festival kranjske klobase ima v Medvodah dolgoletno tradicijo. Dogodek je v občino pripeljal Franci Jezeršek, ko so v Sori leta 2004 prvič organizirali strokovno in laično ocenjevanje kranjskih klobas in s tem skrbeli za promocijo certificiranih izdelovalcev. Od leta 2018 organizacijo festivala vodi javni zavod Sotočje v sodelovanju z GIS Kranjska klobasa in s tem nadaljuje promocijo izdelka in tradicijo tega priljubljenega dogodka.